Unga polotoka. Unga zoba tam, ne? Ja. Ja. Pa od tam pa se polkar držiš linije. Gasilci, rešilci in policija. Pa še helikopter. Divjak pa ura, pa moja točnost, pa zamujanje. Vam od parkirišča do Ladice, da ujamem Ladico, ker gre čez 7 minut. Ampak po drugi strani pa dobro, sem vse ogrel. Ratal! Divjak 365, naslednja športna aktivnost. Bohinj, plavanje po dolžini jezera. Cilj je prije do tukaj, se pravi tamle dol pod most, tamle kot tista cerkovca. Zdaj se ful ne vidi, ker sonce nagaja. Po širini je že šlo, zdaj pa še po dolžini. Na geopediji sem zmeral, da je to približno 4 km, malo čez 4. Na drugi strani me čaka vid s kajakom. Kajak je bil sposojen gor na vrh, gremo lepo dol, jaz sem avto tukaj dol zdaj parkiral, zato da lahko pol kajak naložimo, pa peljamo nazaj gor, tam ko smo si ga sposodila. Začne se tam gor nek tam, tam me vid že čaka, če vse posreč. Ideja ni nič na kopno iti, če ne bo kakih hujših zapletov, ne bo nič kopnega. Se pravi, skozi ostanem na jezeru. Na kilometer, se pravi, 3 pauze bojo, vsak kilometer me bo vid opozoril. Sem verjetno na kajak malo naslonil, par požirkov vode, mogoče malo energijskega gela, pa naprej. Vid je spal v vojašnici, ker je v bohinjski deli, rezervist. Jaz sem spal pa hostel pod Voglom, tamle kem. Vreme je super, top, mislim, da bo vrhunsko. Jezero ima 22 stopinj, 21, 22, kar je bomba. Ok, išče signal. Omej med nogam, ne? Ne, ko pa ne moram meslati, viš, ker je ful velik. Jaz sem že probal med tako. Kaj pa če ga tja naprej? Ja, tam je pa voda, no. Sam tako, da je un del na vrh, ko so te. To je to, si spreman? Ja, jaz sem. Kmečkem še 5 minut, 10 pa poženemo. Ja? Jaz sem pripravljen. To je to. Ja, tu se zdaj kar drži tute linije Unga polotoka. Unga zoba tam, ne? Ja. Ja. Pa od tam pa se polkar držiš linije proti cilju, saj nimaš kaj.
boš več? Glih se je spraznalo. Od tamle dol pa še mečken naprej, se ne vidi, še kilometrček dol, na tistega zoba, je? Tam. Ful sem presenečen, jaz res nisem mislil, da bo 2 ure šlo čez. Ne, ful je bilo hitro, da se zdelo res. Kolino je letelno. Pauze si nisem upal vzeti, ker se mi zdi, da se pol malo poleniš. Pa krči klele zele na koncu, pa blino. Drugo leto pod 2 uri, no. O, stari. Ja, dobro, tiste 3 minute bi še stisnemo. Vid. Hvala za support. Pa še kdaj, ne? Uspešno preplavljeno Bohinjsko jezero po dolžini 4 km, pa še nekaj, skoraj 4,5 v presenetljivih 2 urah. Iskreno povedano, pričakoval sem 3 ure, da bi bilo nekaj tazga, ampak vmes se nisem nič ustavljal, ker je kar letel, niti nisem čutil potrebe po pauzi in je ratal 2 ure 3 minute. Ful piha, vidi se, da bo jutri slab vreme, poslabšanje vremena in je kar tak malo razburkano. Skozi se mi zdi, da sem mogel malo v levo se popravljati cel cajt, ker čim sem bil primer, me je začelo desno nesti. Ampak klele dol zdaj proti koncu se pa v bistvu vidi, da se voda spet izteka, klele dol pod most pa naprej in pa v bistvu pomaga. Sprav gor na enem delu me je bremzal, klele mi je pa pomagal. Čeprav je stoječa voda, stoječe jezero. Tudi temperatura gor na vrh je 2 stopinje manj sigurn, kar se precej čuti. Sploh, ko sem šel, ko greš z glavo pod vodo, me je kar v bistvu zebel v ušesa. Zdaj vem za drugič, da je dobro imeti plavalno čepico s sabo. Pa tudi vem, zakaj so oni triatlonci zjutraj, ko so začeli plavali v neoprenu. Tlele dol je luštno, gor pa prav ni. Prvi kilometer je ful presenetljivo hiter minil, drugi kilometer tudi še kar. Tale ta zadnji, ta četrt se mi je mogoče najbolj vlekel. Najbrž tudi zato, ker največ do zdaj, koliko sem preplaval, je bilo 3 km, zdaj tole je bilo pa od 3 naprej je bilo pa prvič v bistvu in tak malo čudni občutek. Ampak je kar šlo, no, nekako. Pa se mi zdi, ko sem videl tole cerkvico pa tale most, je bilo kar lažje. Tu v bazenu ali pa v morju, če cel cajt vidiš kamne, pa ploščice, pa dolžino lepo kako plavaš, tukaj vidiš samo temo. Cel cajt samo temo, 90% poti. Zdaj na koncu sem malo videla neke te alge noter, ko so pa gor na začetku prvih 20-30 metrov so bili kamenčki, 50, ajde, in to je to. Je razlika morje ali pa pač slana ali pa sladka voda. Morje se mi zdi ti ful pomaga, te skozi gor drži. Kle pa čim malo manj migaš ali pa malo nehaš, začneš kar tako počas ton. Moš kar migati. Mislim, tako je pa drugače fajn migati. Najbolj pomembna stvar pri plavanju na dolge te trase je, da si umerjen. Ne da zdivjaš, ampak umerjen pa paziš skozi na dihanje. Nikoli se ne sme zgubiti, da bi sam sebe zatrokiral. Tako da to je to sem si včeraj lepo pogledal tutorial, dobro pa malo tehniko. Zvečer, ko sem prišel sem, po službi sem prišel sem v Bohinj, sem pol v bistvu še šel malo za jezero dol, malo pomeditiral, malo vizualiziral, kako bo tole danes šlo, kako bom dihal, kako sem premikal. Dejansko je res pošlo, ne? Ti, glej ga hudiča, ne? Če si v glavu prej vse naštimaš, pa kar nekaj gre, ne? Danes zvečer imam pa nočno, ne? Grem pa v nočno. Sreča je ta, da imam vmes prekinitev in grem v bistvu tiš čas lahko spat. Zdaj se pa ful gasilci vozijo, ker ne vem, nekomu se je po moje nekaj naredili. Ali po helikopter je prišel. Še nesreče ob vodi ali na vodi. Pa šli so zdaj že gasilci, rešilci in policija. Pa še helikopter. Pa je lahko ob vodi tako hudega? Ja, po moje se je kjer zaletel s kakim plovilom. Ali pa se je kjer utopil. Jaz sem imel spremljevalce, tako da je bila manjša možnost, da se kaj takega zgodi. Ful sem vesel, da je ratal, ful sem vesel, da je ta izziv končan. Je res drugače, če imaš spremstvo zraven, ful boljš se počutiš, ful bolj varen. Tudi če bi karkoli bilo narobe, bi me lahko takoj pač, da bi se prijel gor, pa bi me šlepil do obale. Parkrat vmes je bilo, nekaj malega krči so hoteli malo rukati, ampak sem kar v bistvu se spomnil tisto Damjanovo foro od kolega, od plavalca, od trenerja.
Je rekel, pozab na krče, krči so šli na dopust. Tako da, pa malo spustiš, pač nehaš zategovati, malo ustaviš telo, takrat pol nehaš migati in v bistvu se te pol počasi spusti. Ne smeš zategati takrat, zakrčiti mišice pa noge. Zdaj pa plan, da damo kajak nesemo do ceste, vid gre po avtu, damo kajak na nosilce, ki so za kolo. Upam, da ga kje ne zgubimo, ne? Peljamo nazaj tja gor, pa nekaj pojesti.